Lep pozdrav še enkrat, žal danes še en prispevek o robotih. Tokrat sem zašel na neko internetno stran, katera zelo lepo predstavi robote skozi zgodovino in ene pari vam jih predstavim. Večinoma bom predstavil humanoide, ker drugače bi bilo pa res vsega preveč, že teh je ogromno. Prvi roboti se pojavijo tam pred pojavom interneta, če sem bolj natančen, že pred Prvo svetovno vojno. 1909 Octopus, imenovani robot nemške izdelave inženirja Whitemana, zatrjuje, da robot govori, poje, pleše, uboga ukaze in tako dalje. Ne vem, zakaj tem še danes nimamo takih robotov v prosti v prodaji. Ta je namigi, da je cela stvar fake in tudi ta glava naj bi bila glava nekega človeka, ne pa robot. 1911 Fontenelle, francoske izdelave, bojda greatest electric art of that age, kar se ni ravno zgodilo. V umetnosti se pojavi uradno robot šele robot igralec 1963. In odkar obstajajo humanoidi, obstajajo tudi njihovi najboljši prijatelji, naprimer tale imenovan Seleno leta 1912, precej skrivnostna zadeva, obsežna literatura pa z vsemi tehničnimi podatki se najde na internetu, link od spodaj. Ker imate verjetno že dovolj fotografij in bi radi videli še kaj v akciji, si poglejmo talele video iz leta 1923, robot angleške / avstralske / novozelandske izdelave. Tisoč 1924, prvi Robocop, raje ne komentiram. Televox naslovljen kot stroj, kateri razmišlja, v glavnem dela in vse ostale stvari, kar se od robota pričakuje. Med vsemi zgodnjimi humanoidi ima tale Erik iz Anglije največji ego, ne. Govori, pleše, se premika, odgovarja na vprašanja in bojda se celo šali. Avtor tega robota zatrjuje, da njegov glas ni proizveden z filmskim trakom oziroma z nekim magnetofonom ali kakršnokoli drugo stvarjo in verjetno še zdaj obstaja skrivnost, kako je ta robot proizvajal zvok. Obstajajo neki posnetki v arhivu Reutersa, kateri žal niso na razpolago. Japonska bojda danes vodilna v proizvodnji in razvoju robotov, svojega prvega robota predstavi leta 1930. Ta naj ne bi hodil in tako dalje, precej robustna zadeva. Robot Arok, Amerika, 1940, zabava goste, sesa, pospravlja in ostale stvari. Takih enostavno ne delajo več. Iron Man, 1928, namenjen poučevanju anatomije, naj bi pač odprl svojo notranjost in pokazal, kako delujejo notranji organi. Rizlo robot. Robot naj bi šel v prosto prodajo oziroma v masovno izdelavo, vendar se avtor s tem nekako ni strinjal. Naj bi bil celo po dostopni ceni. Afroameriški robot 1930, poimenovan Rastus. Kar nekaj zanimivih zgodbic je o njem, lahko si jih pač preberete na linku. 1933, robot Willy. Konstruktor je za njega potreboval 15 let in bojda hodi naprej in nazaj, govori, pleše, odgovarja na vprašanje, v glavnem interaktiven. Igra harmoniko in kadi cigarete, to sem že omenil, naj bi celo streljal z orožjem. Robot Michael Jackson, Amerika, 1958, pleše, poje. Naši sosedje Avstrijci prvega robota predstavijo leta 1961, imenovanega Schulz. Nekje na Dunaju se to je zgodilo, oziroma proizvedli so dva, ne. Link oziroma video si lahko pogledate tukaj, vredno ogleda. Slavni Jan Jun Pajkov K456, robot 1965, hodi, kar je pa najbolj zanimiv, naj bi celo uriniral, tam od spodaj nekje naj bi prihajala neka tekočina. V glavnem cela veriga ostalih robotov, zgleda je bilo 20. stoletje zelo pestro, kar se robotika tiče in očitno to res stara želja obstaja, odkar obstaja pač človek. V glavnem da ne bi to bila enourna oddaja, v glavnem kogarkoli to zanima, je od spodaj link, kjer si pač lahko pogleda vse to dokumentacijo, prebrska, bla 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 bla. Lep pozdrav in nasvidenje. Robot Pingvin, robot Stol. In kje je mizica, pogrni se robot.